Vodja poslanske skupine Pozitivna Slovenija Jani Möderndorfer je najprej gostoval na naši televiziji, saj bo gost jutrišnje oddaje Poslansko vprašanje. Nato se je v družbi podpredsednice Državnega zbora Renate Brunskole in predsednika novomeškega lokalnega odbora Pozitivne Slovenije Rafka Križmana sestal z županom Alojzijem Muhičem. Župan nam je povedal, kakšne projekte ima občina Novo mesto odprte in tudi z področja regije, kaj želimo in kaj želimo, da se premakne v primeru, da pride do sestave nove vlade, kje želimo sogovornike. Ob obisku so se prepričali, da tretja razvojna os pomeni pomembno komponento razvoja Dolenjske in Bele krajine. Pomembnejši projekti pa so tudi druga faza Ceroda, vodooskrba na Dolenjskem in v Beli krajini ter obnova Narodnega doma in gradu Grm, je poudarila Brunskoletova. In tisto, kar je pomembno, kar nam je tudi gospod Colarič danes poudaril, da so davčne spodbude, predvsem z vidika poudarka na raziskavah in razvoju tiste, ki lahko peljejo razvoj gospodarstva in podjetništva tudi na tem območju v pravo smer. Izzivov pred regijo je torej veliko. Absolutno sem prepričan, da kar nekaj stvari se jih da rešiti, še posebej zato, ker niso potrebni ne vem kakšni finančni učinki. Od same zakonodaje, tako predvsem v tem delu zadnjem, kjer smo slišali čisto konkretne predloge od nevladnega sektorja, se jih da za spremembo zakonodaje rešiti in olajšati njihovo delo. Cilj je ohraniti raven razvitosti regije in narediti še korak naprej, je dodal Möderndorfer.